Ja, ne vem, ja, kako tvoj spet prijeti po enem mesecu reprezentančni dres. Ne, lepo, tako vedno mislim, da vsi z veseljem prihajamo. Tekmovalne tekme, še večji naboj. Vsi imamo en skupni cilj in vemo, kaj potrebujemo zdaj v teh dveh tekmah. Tako da ja, velik izziv pred nami, ampak upam, da smo pripravljeni vsi na to. Želja je velika in sem prepričan, da bomo dali vse od sebe. So tekmovalne tekme, te manjkajo, kako je zdaj v zadnjem mesecu bo spet? Ja, definitivno nisem zadovoljen s trenutno situacijo, kakšna je. Ampak ja, vedno so vzponi, vedno so padci, vedno so malo slabše situacije. Je treba iti čez njih kot nogometaš normalno in ja, sem prepričan, da bo prišla tudi moja priložnost v Licu. Upam, da čim prej. Tako da ja, ampak definitivno sem pa zato veliko bolj željan teh tekmovalnih tekem in ja, sem prepričan, da te dve tekmi za reprezentanco bodo prišli zelo dobro in ja, bom dal vse od sebe, tako vedno. Kaj ni neke filozofije, izkupiček iz septembra poznamo, naprej tudi zelo malo tekem, vse se bo zgodilo zelo hitro. Kako pomembno pa na kakšen način zdaj priti do čim višjega točkovnega izkupička za oktober? Ja, vemo, da potrebujemo zmage. Mislim, da kaj drugega več ne šteje, če hočemo nekaj več in sam s to mislijo naprej, s tem enim ciljem, da želimo zmagati tako na Kosovu kot tudi konec koncev doma proti Švici. Vemo, da doma so vedno malo drugačne tekme in tudi s podporo naših navijačev vedno lažje in sem prepričan, da nam bo tudi ponedeljek v Stožicah in da bo Švici veliko težje, kot pa je bilo mogoče en mesec nazaj. Kaj pa Priština, tam bo pokal, polne tribune, tudi oni so zdaj zavohali svojo priložnost v tej skupini, pravzaprav od prvega do zadnjega ni daleč. Ja, definitivno, oni imajo tudi zelo dobro reprezentanco, veliko dobrih posameznikov in tako ste rekli, imajo tudi svoj izkupiček, bojo gledali na sebe, ampak mi moramo pa na sebe in na svoje cilje in gremo na Kosovo in vemo, kaj potrebujemo. Približno 10.000 kart je zaenkrat prodanih za Stožice, torej verjetno bo spet poln stadion proti Švici. Koliko energije vam dajo navijači tudi proti Švedom, je bilo vzdušje super, na koncu še tisti gol Vipija v 90+. Je Slovenija neka druga reprezentanca, če so Stožice čisto polne kot pa sicer? Ja, tako sem rekel že prej, mislim, da to čisto neka druga tekma bo proti Švici v Stožicah, kot pa je bila prejšnji mesec. Dajo nam neko dodatno energijo, mislim, da smo jih v zadnjih letih to res vračali tudi, da smo imeli par zelo lepih večerov vsi skupaj v Stožicah in da so tudi uživali konec koncev, ko so prišli na tekme in tako smo mi uživali na igrišču z njimi in ja, upam, da bo v ponedeljek tudi en tak lep večer za vse skupaj in ja, sem prepričan, da bo Stožice polne in na naši strani. Kljub temu, da ne igraš, si zadovoljen, da svojo formo vidiš na treningih, da si pač v neki taki optimalni pripravljenosti? Pa ja, koliko se lahko na treningih pravzaprav pripravljaš na tisto priložnost, ki jo čakaš, mislim, da sem vedno bil tak, da daješ svoj maksimum konstantno, da si pripravljen na tisto, ko enkrat pride, pa da lahko zagrabiš. In da sem delal, koliko se da, je pa normalno, da je malo drugače, ko si v nekem ritmu. Sem mislil, da to večino časa sam se piše, pa da ni glih točno tek, ampak malo občutiš vseeno, no, da si malo ven, ampak definitivno so za reprezentanco vedno nekaj drugače, nekaj posebnega in se že veselim teh tekm. Je bil kaj drugačen pogovor s selektorjem, ker ponavadi verjetno, ko si bil Dines, da te samo vprašal, si zdrav, je bilo zdaj mogoče tudi v luči tega tvojega neigranja kaj daljši, kaj bolj poglobljen pogovor? Pa iskreno ne, mislim, da ko daš tudi toliko tekem skozi, mislim, da zdaj konec koncev sta to 2 meseca, še to neigranja. Nekaj tekem že imamo v nogah in za reprezentanco in v klubskih, nisem bil velikokrat v tej situaciji, oziroma že se ne spomnim, da sem bil in je nekaj novega, ni pa to zdaj nekaj res hudega in da se ne bi počutil mogoče toliko samozavestnega ali pa karkoli. Se še vedno in vem, da sem na takem nivoju, vem, da kdo igra pred mano konec koncev in je malo lažje to predelati pol, če veš, kje si in
da si tudi oni zaslužijo igrati. Ja. Svit, zdaj si že kar, nisi še ravno staroselec reprezentance, ampak neki zborov je že za tabo. Ta pa verjetno po vsem rezultatskem smislu zagotovo najpomembnejši. Kako gledaš na to, kar vas čaka zdaj proti Kosovu in Švici? Ja, definitivno je zdaj že tudi iz nekega psihičnega vidika malo lažje priti na zbore. Poznam že praktično celo ekipo, smo bili že parkrat skupaj, ni več tiste začetne treme, ko se šele v bistvu privajaš na ekipo in vse skupaj, tako da je na nek način že lažje priti na zbor. Kar pa pričakujemo, pa jasno. To je en izmed odločilnih, bom rekel, te pavze. Odločilen del, praktično ti lahko vzame svetovno prvenstvo, lahko pa oddaš neko resno kandidaturo, da se boriš za prvo mesto ali pa tisto drugo, ki te pelje v dodatne kvalifikacije. Jasno, šli bomo obe tekmi na zmago. Bojo obe tekmi zelo težki. Vemo, da tudi Kosovo ima zelo kvalitetne posameznike. To so pokazali tudi proti Švedski, ko so jih zmagali in mogli bomo dati vse od sebe, če bomo hoteli biti konkurenčni. Tvoja forma, lani si bil vajen tega atomskega nogometa, Riere, tudi glede na tvoj igralni stil, nekaj, kar ti res paše na kožo. To prijejo, pa je spet zgodba malo drugačna, velike žoga v zraku, malo je golov doseženih. V kakšni formi si ti osebno prišel? Pa jaz osebno fizično se počutim zelo dobro. Res je, da ne igramo podobnega stila, ko smo ga igrali v prejšnji sezoni v Celju, ampak to je nek sestavni del nogometa, na katerega se je treba navaditi. Prej, ko se prilagodiš, več možnosti imaš, da boš igral in tega se zavedam. To je nek krut realizem profesionalista. Če se ne privadiš, boš enostavno obsedel na klopi in mi ni preostalo drugega, kot da se borim za tiste, tako rečejo trenerji, druge žoge, da probam pobirati te odbitke in potem iz teh drugih žog pokazati svojo kvaliteto. Celje leti naprej, si želel, da bi te bolj pogrešali, kot te pogrešajo? Si vesel za njih, da pravzaprav so najdli takoj nove rešitve in letijo dalje? Sem zelo vesel, da me ne pogrešajo, zato ker nek povratek v Celje zaradi interesov EUP-a ni bil realno izvedljiv. Tako da sem upal, da bojo čim prej našli neke korektne zamenjave, kar so jih več kot očitno našli. Tako da sem vesel za Celje in upam, da bojo tako nadaljevali. Včeraj si jih gledal? Včeraj sem gledal bolj slabo, zato ker sem imel končno večer, da sem lahko malo z družino doma, tako da sem se bolj posvetil njim. Jaz bi še mogoče isto kot za Jako, no to je pri tebi mogoče še malo bolj zadeva zdaj, če boš igral, ne, to je druga stvar, ampak Zelenica, Stožica, ti si mogoče malo bolj navajen kot ostali, ampak bi še tebe prosil za isti komentar, no, kak ti gledaš na to? Pa ja, v zadnjem času vemo, da so skozi neki problemi z Zelenico, problem je tudi, ker igrata dva kluba gor, igra reprezentanca, ko se nekatera igrišča lahko pomorejo, v bistvu Stožice nimajo tega privilegija. Dejstvo je, da igrišče ne bo v najboljšem stanju, tako za nas kot za njih in ekipa, ko se bo boljš prilagodila, ji bo lažje igrati. Tako da oboji bomo na istem, pa bomo videli, kdo se bo boljš prilagodil. Hvala lepa. Hvala.